Dober dan, dragi prijatelji in obiskovalci in seveda vsi naročniki ali pa samo tudi gledalci Golfi Slovenija. Sej, če ste spremljali že malo tehle video, danes sem se pač odločil, da bom tole malo več posnel naenkrat iz enega posebnega studija, tukajle, modrega, sinje modre nebo in sinje modro morje. Tako da, ampak jaz moram žal spregovoriti še o parih stvareh, ker imam zavarovalnico Merkur kar več takih primerov, ki vam jih rad takole v večjih predstavil. Zdaj, če ste že videli prejšnji video oziroma drug video, sem vam povedal, kako smo imeli težave zaradi toče, ko so enkrat izplačave, enkrat ne. In pa tudi kako enega dela strehe, ki je bila zavarovana, ki ni bilo nobenih težav. In dejansko so rekli, da so to že kao plačali in so se lagali. In ne sem to, rad bi vam povedal, da niso samo, kar se tega tiče, ne samo lagali, ampak tudi potem, ko smo dali recimo zahtevek za umivalnik, ki je počil tam, ko se dejansko drži stene, torej na tem, ker je keramični umivalnik, na ta keramični del, ki je bil na steno fiksiran, torej na umivalniku, je počel in tisti umivalnik je bil na 300-400 evrov, ki je iz Anglije prišel. In vem, že takrat mi je bilo smešno, ko so hoteli, ponavadi ni bilo problem, poslal sem predračun, bi rekel, so prišli včasih pogledati, včasih tudi ne. Zdaj so pa hoteli, kdaj je bil kupljen, koliko je star, račun od tega umivalnika, ki je bila bajta, ne vem koliko cajta nazaj narejena. In ne vem kaj vse. Ampak ok, tu smo se poslali in na koncu rekli, da oni ne, da čeprav jasno piše, da je sanitarna keramika v pogodbi, jasno piše zavarovana in znesek, do koliko je zavarovana. Ampak da ne, da oni ne krijejo umivalnika, torej sanitarne keramike, če gre za nosilc. Ampak nosilc je del te sanitarne keramike, se pravi keramični del, kjer stoji na njemu umivalnik, se je odlomil. Ampak, gledajte, bi rekel, po njihovem nategovanju in tako naprej, sem jim tudi napisal, kako lahko tako lažete in kar se te strehe tiče in kar se umivalnika in se zmišljujete, kljub temu, da vam jasno piše v pogodbi. Ne. In kaj so naredili pol? Prijavili so me na policijo, da jim grozim. Ker sem jim pač napisal, da ljudje, ki golfajo, pa ki kradejo, bodo imeli določene posledice. In sicer ali bodo zboleli za rakom, in to še vedno trdim, gledajte, ljudje ne zbolijo kar brez veze. Ljudem se ne dogajajo čudne stvari na cesti, kar brez veze. A veste, ljudem, bi rekel, toča pade ali pa drevo pade na določen avto, kar brez veze. Veste, ne vem, gledajte, kljub temu, da bi rekel, me lahko imate za norega, glede na to, da mi je ime God ali Bog, ali pa kakorkoli me že tretirate, to je čisto vaš problem. Ampak jaz vem ali pa verjamem, da ljudje, ki golfajo, nimajo nobene integritete, kradejo in pa še celo lažejo in delajo na nekem področju, kot je zavarovalnica, Merkur ali pa kjerkoli, se ni važno. Slej ko prej jih doleti neke vrste božja kazen, če temu tako rečem. In verjemite, da noben, ki je kradel denar, ki je karkoli naredil, ki je koga umoril, ni, ko bi rekel, srečen in zadovoljen sam sabo. Mogoče bo celo prišel skozi v tem življenju. Se lahko gledate Jeffreyja Epsteina, pa lahko vidite Trumpa, pa lahko vidite, bi rekel, marsikaj se bo še zgodilo. Vsi se že nekaj se pa še bo. In bi rekel, jaz nobenemu ne grozim, tudi zavarovalnici Merkur ne. In najbolj zanimivo, bi vam rad še povedal, ker sem pač šel na zagovor na kriminalistično policijo, da to je vse prepleteno. Tudi Aleš Sedar, ki je bil dejansko tam kriminalist, tako imenovani, dejansko mi je, bi rekel, njegove besede, ki nam res nikoli mogel pozabiti, ki je rekel, ja, pa vi ne morate pričakovati, da vam bo zavarovalnica izplačala vse tisto, kar tam piše, da vam morajo izplačati. Oni morajo nekaj zaslužiti. Skratka, on sam
ki je policist, kriminalist, meni govori, da oni v bistvu morajo mene ukrsti. In da on to kot kriminalist, Aleš Sedar, podpira in da se njemu zdi to čisto normalno. Mislim, ko sem to poslušal, takrat sem rekel, pa se ti ne moreš biti policaj. Res ne more biti policaj, ne? Ker jaz ne vem, jaz sem vedno bolj dojemam, ne, da zgleda, da res goljufi, taki ta pravi, ko imajo nekaj za skrit, ne, grejo za policaje, ne, ali pa za kriminaliste, ne, ker tle imaš potem, ne, dejansko, če bodo koga raziskovali, boš ti ta prvi vedel, razen če te bo NPK, samo pol pa tudi veste, da imate določene veze, ker ste pač bili skorita, ne, in verjetno boste obveščeni, ali vas bo en prijatelj, ker tako skupaj držimo, ne, bi rekel, obvestil o takih stvareh. Tudi verjetno za tole bo nekdo povedal Alešu Sedarju, a ne, da sem ga tlele omenil. Ja, in res, mislim, ne morem, da ga ne bi, ne, mislim, če ne bi tega rekel, pa če se ne bi z njim tako pogovarjal, ko sem videl, kako lahko ti ščitiš nekoga, ki ima denar, ne, kakor je zavarovalnica, ne. Jaz razumem, da mogoče bodo pa zaradi tega njemu mogoče naslednjič malo čez prste pogledali, ko bo kaj prijavil, pa mu bo mogoče malo več mu bo tam cenilc napisal, ampak to je korupcija. Ne? In če tega sam ti kot kriminalist, sam kot policist, tega ne dojameš, pol jaz ne vem, ne, kakšne teste imate danes za to, da rataš policist, ne, ker zgleda, da res več ko kradeš, več ko golfaš, prej boš policaj ali pa kriminalist. Da vem, sorry. Glede na njegove besede, pa to, kar sem jaz videl, jaz bi rekel, ne morem reči, da je ta človek lahko za kriminalista. Ampak, glejte, vsak ima svoje poglede. No, ampak glavno, da gremo nazaj k Merkur zavarovalnici. No, ta umivalnik torej niso splačali in seveda bi se lahko šel tožiti, ne, potem sploh, ker sem videl, da dejansko, ne, če ti pošljajo, da jim groziš, ne, in da imaš, tam je tudi ta policaj Aleš Sedar takrat grozil na nek način, da grem lahko v zapor, ne vem, za koliko let, zato ker sem napisal, da bodo lahko, da bodo zboleli in da ne vem kaj, in da če se bova kdaj, se spomnim, za to gospo na zavarovalnici Merkur videla na cesti, ne, in se spogledala, ne, se bo ona skrila, ne, in to so pač, bi rekel, za njih grožnje, ne. Jaz ne bom nobenega napadel, jaz nimam niti cajta, niti interesa se s takimi ljudmi ukvarjati, ne, samo mi je pa, nam rekel, da se mi smilijo, ker v bistvu, če se mi smilijo, imam jaz nek tak problem, ampak v bistvu, žal mi jih je, ne, ker dejansko nekako ljudje tega ne spregledajo, ne, potem na smrtni posli, ne, ljudje tako se pokesajo, ne, in tako rečejo, lej, pa sem takrat so mi povedali, da če bom to naredil, se mi bo to zgodilo, ne, ampak zgleda, da je treba na to počakati. Tako da tudi žal mi je, ne, bi rekel, za vse tiste stvari, ki se bodo tem ljudem zgodile, ne. Ampak lej, če pač vi hočete, kaj naj vam jaz naredim, ne, lej. Tudi za vas, gospod Aleš Sedar, ne, če slučajno boš ta video videl, ne, zate, no, ti, lej, če boš tako delal še naprej, ne, ker v bistvu sam k sebe golfaš, ne, razumeš, z delom v policiji, ne, namesto da bi, razumeš, ne, pač lej, no, ali saj sem ti to že tam povedal, ko sem bil pri tebi na sestanku, ne. To so srečo je potem sodišče to pretehtalo in je ugotovilo, da so moje besede niso povezane z grožnjami, ker so pač mišljene v tem smislu tole spiritualnosti, ne, ker vsak si skozi neko karmo nakople, kar si nakople in pač, lejte, vsak je odgovoren za svoje življenje. Tako da več, ko boste golfali, kralj lagali, več imate možnosti, da se vam lahko marsikaj zgodi. Pa jaz nič ne grozim, še enkrat. Tudi Aleš Sedar, če tole gledaš, da si nav slučajno zapisal, lej, nič ne grozim. Nobenemu. Samo povem tako, kot je, ne. Lejte, to so fizične posledice. Lej, tale kamen, če ga zdaj dole spustim, je udaril ob drug kamen. Je tako, ne. Kruto dejstvo, ne, in jaz to vem, ne. Da če ga bom takole dol spustil, tako kot če jaz nekomu ukradem, jaz vem, da slej ko prej bo nekdo meni. Ne? Tako da, če jaz lažem, ne, bo slej ko prej nekdo drug meni lagal. Ne? In potem se ne čuditi, ne? Če jaz golfam, bo slej ko prej nekdo mene golfal. Ne? Prav, to je to. Kaj vam naj rečem? Skratka, zavarovalnica Merkur, no go. Če hočete, bi rekel, imeti srečen life. Ne?
Tako da ja, lahko vam pa še povem, ne, vam bom še en video, ker so se pa dogodile še druge stvari, ampak ta umivalnik je bil tisti, ki mi je šel prav v nos. Tako da, lep dan želim, ga od Franci, iz morja, vas prav lepo pozdravljam.